Precej odpada ta umetno krzno, pravzaprav, ko se gibaš, ko hodiš po konvenciji, se ti zdi, da se uniči kaj, sploh ko, veliko ljudi na konvenciji hoče prijeti tebe, te hoče hagati, ne? Koliko se držiš stran, mogoče zaradi tega, ker bi lahko uničil. Vse v redu, dokler nima mazenih rok. Ja, to je logično. Zato so otroci zelo nevarni. Otroci imajo chocolate fingers. That probably happened a few times, didn't it? Ne, jaz imam sud še relativno čisto, kar z tega tiče, no, ker mislim, da je pranje tisto, kar najbolj škoduje. No. Dlaka ne odpada toliko, ampak sud pač moraš prati in pranje ni najboljša stvar. To smo se prej sprašvali, kako pereš, handwashing, probably, right, pač verjetno v stroj ne bo šlo. Ne, ker če je pena znotraj, potem bi uničil. Pa najhujše je to, ker moraš od zunaj in od znotraj glede tega, koliko švicaš v temo in Absolutno je pranje od znotraj skoraj bolj prioriteta, ne? Ker pač umetna dlaka, ful je vroče, ful zašvicaš, posledica je, da pač je sud zašvican, ne? In so bliže primeri, ko se je pač folku zgodil, da je sud splesnel. Kar je tako velik problema. Ne? Seveda, tako da glede tega smo ful paranoični, zato imamo zmeri milijon ventilatorjev in ful posušiš in ful paziš in dezinfekcijski spreji se uporabljajo. Jaz na en convention porabim približno liter dezinfekcijskega spreja, zato da sud zdržujem v lepem stanju. In po vsakem konu praktično ga moraš oprati. A je kakšna opcija, da tudi narediš sud z bolj higienskimi, antibakterijskimi materijali ali kaj podobnega? Ne vem, mislim, eni materijali so obviously bolj odporni. Proti pršilcem in podobne, V sudu hočeš imeti čim manj plasti, ker je pač sauna. Tako da načeloma je pač samo umetna dlaka in kar imaš ti na sebi in to je to. Če bi dodal še eno plast, boš pač umrl še toliko bolj. Kaj pa, če namestiš ventilator? A je kakšni nameščajo ventilatorje v frsu? Jaz imam 2 v glavi. Kaj? To je možno? Ja, bi se mislil. To je verjetno kar fajn. To je the only way to survive. Potem preklopiš na powerbank, kako tako se... Nice. Sprav si mogel narediti celotno električno napeljavo. Kje jih imaš drugače? V bistvu so tukaj gor skrita pod dlako, se jih ne vidi. Na čelu. Ja, ampak načeloma še zmeri je precej... To je pač kimono sud, ki je narejen bolj po anime obliki. Ima pač te velike plastične zaprte oči in ima zelo majhna usta, kar pomeni, da pač nimam praktično nič airflowa v glavi in je zelo težko, že dihati je težko v tej glavi. Pa čak, imaš potem tudi odprtine, da gre ta airflow kam ven? Načeloma pač se porija čez dlako in usta so odprta, ne, sem pač dihaš čez slamco praktično. Tako da imam plan upgradeati in dodati še 2 ventilatorja, upam, da bo polmičkem bolj.